Urban je moj prvorojenec in prva beseda, ki mi pade na misel, ko pomislim nanj, je strast. Bil je strasten bralec, strasten športnik, strastno se je rad na glas smejal in bil je strasten jedec. Vedno je bil res nasmejan do ušes, dobre volje in pozitivne energije. Imel je mnogo enih talentov in predvsem še več interesov in neomajno radovednost. 30. aprila 2024 pa se je na zadnjem treningu pred predvidenim tekmovanjem na Savi Dolinki zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo nikoli. Urban se ni vrnil domov. Umrl je otrok, umrl je moj 14-letni Urban, ki sem ga zaupala klubu in trenerjem. Živega, zdravega, veselega in polnega načrtov za življenje. In vsi vemo, mi in oni, zelo dobro, da se njihova odgovornost prične z prevzemom otroka in konča šele z njegovim odhodom domov oziroma predaji otroka staršem. Ves ta čas so za vse nepolnoletne otroke odgovorni trenerji. Ko so ju z možem policisti pripeljali v bolnišnico, so ju namesto odgovorov pričakala neprijetna in povsem nepričakovana vprašanja. Prvo vprašanje od zdravnice je bilo, ali je vama otrok ušel. In meni ni bilo jasno, kako to misel ušel in sem točno tako spontano verjetno vprašala. Sem rekla ne, Urban je bil na treningu in naslednjo njeno vprašanje je bilo, kje pa so bili trenerji? In naslednjo, a mogoče veste, koliko časa je bil Urban v vodi? Noben od trenerjev ali kdorkoli iz kluba Urbana ni pospremil do bolnišnice, tudi njiju ni nihče pričakal tam. Še huje, zdravniki sploh niso vedeli, kaj se je zgodilo. 2 leti po sinovi smrti pripoveduje Polona Franko. Dejstvo pa je, da je Urban imel ene praske, ene odrgnine, enega zloma, ker so mu neštetokrat preslikali in pregledali celotno telo. Umrl je zaradi tega, ker je bil predolg časa v ledeni vodi. Tisti dan je imela voda 8,5 stopinj in biti toliko časa v vodi, kakor se predvideva, da je Urban bil, pač ne more preživeti niti odrasel človek, kaj šele otrok. In umrl je v bistvu od podhladitve. Kaj se je zgodilo tistega dne, še danes ne ve. Razen tega, da nobenega od 3 trenerjev ni bilo na kraju nesreče in da so bili otroci v najhujšem trenutku prepuščeni sami sebi. Tam jih ni bilo zraven. Urban je bil, baje, 1 uro v vodi. 1 uro niso pogrešali otrok. Trenerji so bili več kilometrov stran na parkirišču, kjer so v cilju verjetno čakali otroke. Urban ni bil edini, ki je bil pogrešan. Poleg Urbana so bili še 3 otroci, njegovi vrstniki, ki tudi niso prišli v cilj, zato ker so poskušali pomagati Urbanu. Med njimi je ena deklica, ki se je zelo izpostavila in verjetno ne vede bila tudi sama življenjsko ogrožena, ker je bila tudi ona v vodi. In še 2 njegova prijatelja, ki sta bila pa malo nižji dol po reki in sta poskušala od tam klicati. Njihove krike je slišal turist, ki je poklical reševalce. V Kaja klubu Ljubljana, kjer je Urban treniral, odgovarjajo zgolj pisno o vrednotah, dolgoletni tradiciji in znanju, ki ga podajajo otrokom. Po njihovi oceni je šel Urban skozi celoten učni proces kajaka. Kljub vsemu trudu, ki ga vlagamo v svoje znanje in znanje naših otrok, se lahko zgodi tisto nepredvidljivo, kar na boleč način zareže v nas, so zapisali. Niti z besedo pa ne pojasnijo, kje so bile tistega usodnega dne trenerji. In če bi bil trener takrat zraven, jaz vem, da danes ne bi bila tukaj in Urban bi bil živ. Zaradi tega, ker naloge trenerja so usmerjanje, varovanje, spodbujanje, predvidevanje nevarnosti in opozarjanje otrok na to in potem, če že pride od česarkoli, reševanje. Varnost otrok je prepuščena odgovornim posameznikom, opozarja predsednica Društva za preprečevanje nasilja v športu in nasilja v družini. Ali je ta odgovorni posameznik prisoten, ko otroka zaupamo, ko gre na pot, ko gre na trening, ko gre na tekmo, ko gre na priprave, ko gre v tujino, je v bistvu to prepuščeno naključju. In varnost otrok v športu ne sme biti stvar naključja. Mora biti stvar civilnopravnih mehanizmov, ki jih mi zaenkrat še vedno nismo vzpostavili. Torej v tem trenutku
lahko trdim, da v Sloveniji nimamo sistemsko vzpostavljenega varnega športnega okolja. Vsi trenerji, ki so bili tistega dne prisotni na treningu, so bili ustrezno usposobljeni, so ugotovili na Inšpektoratu za šport, kjer zgolj nadzorujejo strokovno delo v športu, ne pa poteka treninga. Bi morali biti trenerji nujno prisotni ob takih dejavnostih v vodi in ob njej? Odgovor je ne. Pravilnik tega ne predpisuje, če so usposobljeni za reševanje iz vode. A prav vprašanje ravnanja in odgovornosti med treningom je zdaj predmet sodne preiskave na Kranjskem okrožnem sodišču. Tožilstvo namreč eno osebo sumi povzročitve splošne nevarnosti. Po naših neuradnih informacijah gre za enega od 3 trenerjev. No, ta preiskava še vedno traja, že 2 leti. In tokrat ne zaradi pravosodja, ampak zato, ker vem, da se preiskavi izogibajo, da ne prevzemajo pošte in da se ne javljajo na vabila sodišč, tako kot bi se mogli. In mislim, da je to jasni pokazatelj in obnašanje, ki kaže na to, kako se oni počutijo. Dvomim, da bi nekdo, ki sam v sebi verjame, da je nedolžen in da je bila to tragična nesreča, se poskušal čim dlje izogibati preiskavi, da traja toliko časa. V tem trenutku seveda govorimo o individualni kazenski odgovornosti. Ne govorimo o sistemski odgovornosti. Tistih, ki bi morali poskrbeti za vzpostavitev teh mehanizmov, pa niso. In tukaj ne govorim samo o odgovornosti v kontekstu varnega športnega okolja v primeru, ko se zgodi tragedija. Govorim o tem, da je potrebno vzpostaviti mehanizem sankcioniranja za opustitev, naprimer, dolžnega nadzora v vsakem primeru, ne samo v primeru, ko do tragedije pride. To je varno športno okolje. Toda kazenski postopek je le del zgodbe. Ključno vprašanje je, ali sistem sploh dovolj varuje otroke v športu in kdo je odgovoren za njihovo varnost. Tudi ta pojasnila so zgolj pisna. Najprej Olimpijski komite Slovenije, kjer odgovornost prelagajo na zakonodajo in na športne zveze oziroma klube. Kaj pa država? Ta je v splošnem odgovorna za zagotavljanje varnosti v športu, a ključen je ustrezno usposobljen strokovni kader, ki je v primeru ugotovljene odgovornosti za posamezen dogodek lahko tudi osebno odgovoren, so zapisali na pristojnem ministrstvu. Varnost otrok v športu je lepo zapakirana, vendar brez vsebine. In opolnomočanje ne pomeni, da smo mi karkoli naredili oziroma nismo naredili niti v smeri vzpostavljanja varnega športnega okolja. To ni PR. Varnost otrok v športnem okolju ni niti hobi zasebnih institucij, ampak je javnopravni problem. In z protokoli mi ne moremo urejati področja varnosti športa oziroma varnega športnega okolja, zaradi tega, ker protokoli nimajo nobene moči. In to je približno tako, kot da bi želeli z protokolom urejati vožnjo z kolesom po Ljubljanici. Torej nima vsebine. Urbanova mama je odgovore iskala tudi pri varuhu športnikovih pravic, ki tragičnega dogodka ni želel komentirati. Na splošno pa, varno športno vadbo morajo v skladu z zakonom zagotavljati izvajalci športnih programov. Toda ali je to dovolj? To je zelo težko reči, to je zelo težko odgovoriti. Seveda se prizadevamo vsi za to, da bi se to izboljšali. V lanskem letu smo recimo kar velik napredek naredili na področju varnega športnega okolja, kar se tiče nasilja v športu, kjer je v bistvu pogoj za sofinanciranje programov strani javnih sredstev, da imajo urejen ta sistem varovanja. Policiji je predlagal tudi vzpostavitev sistemov poročanja. Da bi se v bistvu sistemsko začeli beležiti dogodke, prekrške ali pa kakšne druge dejanja, ki so vezana na integriteto v športu, predvsem zaradi tega, da bi lahko prek teh statističnih vzorcev začeli argumentirano pristopati in prvo identificirati težave, kje nastanejo, pa kakšne so, in potem tudi sprejemati na podlagi teh statističnih vzorcev preventivne ukrepe. Ko se zgodi tragedija, bi morali napake priznati in sistem izboljšati, a v tem primeru družina tudi 2 leti pozneje še vedno čaka na odgovore. Ne glede na to, kakšna kazen bo izrečena oziroma kakšna bo na koncu odločitev sodišča ali pa morebitna odškodnina, nič mi ne more več vrniti Urbana. Moje življenje in življenje mojih družinskih članov je absolutno uničeno. Tudi Tadeju so ukradli otroštvo.
Edina stvar, ki se mi zdi, da bi bila mogoče primerna, edina stvar, ki mislim, da je primerna tukaj in bi bil mogoče primeren način ali pa primeren poklon izgubi Urbanovega življenja je to, da bi strokovne službe ugotovile, izvedle interni nadzor, ugotovile, kaj je šlo narobe in spremenile prakso. Urban ni bil prva žrtev, ki je izgubila življenje na treningu. Žal tudi ne zadnja, sklene Polona Franko. In ne morem si predstavljati, da bo čez nekaj časa stopila do mene ena mama in rekla, jaz sem tudi izgubila otroka na treningu. Kaj pa ne rečem? Welcome to the club? Ne, jaz pač še zdaj me preganja ta misel in sem se čutila dolžno, da povem v javnosti, kaj se je zgodilo Urbanu. Ker je mogoče to edini pritisk, ki ga lahko naredim na odgovorne, ki lahko in morajo spreminjati pravne podlage in prakse, da bodo otroci na treningih varni. Pred dnevi je skupina kolesarjev oblekla zelene majice z Urbanovim podpisom. Urbanovo sled, simbol spomina, hvaležnosti in spoštovanja. Bil je dan druge obletnice Urbanove operacije, s katero je rešil življenja drugih. 11 kolesarjev Pogi tima, katerega član je bil tudi Urban, se je skupaj z njegovim očetom in bratom podalo na posebno vožnjo. Do reke, kjer se je prezgodaj končalo mlado življenje in hkrati podarilo novo priložnost drugim.